Jimmy, varnosti pas. Pojdi ven. Zdravnik, ki je bil prej licenciran kirurg, je zdaj obtožen, da je odstranil napačen organ pacientu in ga ubil na operacijski mizi. Če narediš tako hudo napako, si še vedno aroganten. Je to na tej točki že drugačna vrsta arogance? In kar so policija in tožba trdili, da se je zgodilo po tej operaciji, tu postane ta zgodba še bolj šokantna. Spremljamo primer, ki ga predstavlja Law and Crime. Jaz sem Chris Stewart. Take your seatbelt off. Get out. Got nothing. Get out. Yes, I'm getting out. Which car? I got his right on. Huh? There's people in the vehicle. Come on, I'm Cyrus. giving him a ride. Okay, hold on. There's people in the vehicle. I'm giving him a ride. Okay. To bomo storili čez minuto. Pull him back. Pull him back. Okay. Redo v oso. Imeli so nalog, morajo v zapor. Tako kaže. Bog pomagaj. Predstavljaj si, da naročiš prevoz. Si na počitnicah na Floridi, potem pa policisti obkrožijo avto. Imajo pištole v rokah, nato izveš, da aretirajo tvojega voznika in to v pretresljivem primeru uboja. Poleg tega pa je še kirurg. V tej situaciji je bil ta voznik po imenu Tomas Šeknovski. Policija pa je imela zanj razpisano tiralico, ker naj bi po njihovih navedbah odstranil napačen organ pacientu. In po navedbah policije je odstranil jetra 70-letnemu moškemu. Odstraniti pa bi moral vranico. To naj bi tega moškega ubilo kar na operacijski mizi. Ampak glejte, ta operacija se je zgodila leta 2024, aretracija pa se je zgodila pred nekaj tedni. Torej je bil ta zdravnik skoraj 2 leti voznik za prevoze na zahtevo. Očitno je bil ves ta čas na prostosti. Zdaj pa je v težavah tudi bolnišnica, saj vdova žrtve 70-letnega moškega po imenu William Bryan zdaj toži. In njen odvetnik trdi, da je bolnišnica poskušala to prikriti. Pogovarjali smo se z odvetnikom, kmalu ga boste slišali. Imamo tudi izjavo bolnišnice, v kateri naj bi se odzvali na zelo šokantne obtožbe. O vsem tem bomo govorili. Najprej pa se pogovorimo o tem, kaj se je zgodilo 13. aprila 2026. Saj je to dan, ko je policija posredovala in je primer postal kazenska preiskava. Domite varnosti pas. Pojdite ven. Got nothing. Get out. Yes, I'm getting out. Which car? I got his right on. Huh? There's people in the vehicle. Come on, I'm Cyrus. giving him a ride. Okay, hold on. There's people in the vehicle. I'm giving him a ride. V redu, to bomo storili čez minuto, v redu. Ja, so še drugi ljudje tam noter, ja. Pull him back. Pull him back. Okay. Zveneli bojo, v redu. Imaš kje v žepu? Pust me govoriti, pust me. Ne, gospod, ničesar, v redu. Yes, sir. How you doing, Miss? Good. Thanks, Ben. Thomas, where's your ID at? Skuhaj. Vzel bom, prinesi ga nazaj do, kje je tvoj avto. Hvala. Walk back here. To je vožnja z Uberjem. Pridi, ostani tukaj z menoj. No, I said we're gonna. Sva v Uberju. Si nas prestrašil do konca? Ne, nimam. Mislila sem, da ste ustavljali tipa poleg nas, potem pa ste ustavili še nas. Sva na počitnicah. Kam pa poskušata iti? Ne veva, kamorkoli naj upelje GPS, moram vzeti telefon in ga uporabiti. V redu. Sam pojdi sem noter. A kdo od vaja čuti, da ni moral od zdravniku ali kaj podobnega? Umaknem se nazaj, brat. Ja, sem stopi zdaj malo nazaj, prosim. Se šališ? No, buzz the Uber. Chodź do kapanku.
To je tista, ki je vzela ven jetra ali karkoli že lani. Ja, ne vem, kdo je to, ampak presenečen sem, da je vozil Uber. Boste danes prišli v mesto? Ja, včeraj zvečer smo pristali v zaporu. Ja, o moj bog. Ne vem, če ti je razložila, ampak imel je nalog za aretacijo, moral je iti v zapor. O moj bog, kako me je lahko obtožil, saj je bil pred menoj. Mislila sem, da sem v ozadju. Prav. Vem, od zdaj naprej bomo uporabljali Uber. Žrtev v tem primeru. 70-letni Bill Bryan je bil iz Muscle Shoals, Alabama in bil je le na počitnicah na severozahodu Floride s svojo ženo Beverly leta 2024. Bilo je 18. avgusta tistega leta, ko je šel na urgenco, ker se preprosto ni počutil dobro. To je bilo v bolnišnici Ascension Sacred Heart Emerald Coast. Imel je bolečine v trebuhu. Dežurni kirurg je bil dr. Tomas Šehnovski. In po tožbi, ki jo je vložila Beverly Bryan, je Šehnovski tisti, ki je priporočil operacijo. Želel je odstraniti vranico njenega moža. Družina Bryan pa je bila po tej tožbi zadržana. Želeli so, da jih premestijo v drugo bolnišnico. Operaciji so rekli ne. Želeli so se vrniti domov v Alabamo. Spomnite se, bili so le na počitnicah. Toda po tožbi je Šehnovski vztrajal. In na neki točki naj bi dejansko fizično pritisnil na Williamov trebuh in rekel, citiram, no, zato pa moraš spremeniti mnenje glede operacije. Na koncu pravijo, da je popustil. Operacija je bila nato načrtovana nekaj dni kasneje, 11. in 20. avgusta, okoli 4. ure popoldne. In tukaj postane ta zgodba izjemno žalostna in pretresljiva. Po podatkih izredne odredbe Floridskega oddelka za zdravje o suspenzu, ki ga imamo, so imeli zaposleni v operacijski sobi pomisleke pred posegom. Uradno se imenujejo splenektomije in so zelo zapletene. Po poročilu je bila tisto noč prisotna le osnovna ekipa. Tožba navaja, da so zaposleni šli do svoje glavne medicinske sestre in naj bi izrazili zaskrbljenost glede zdravnika. Citiram. Niso zaupali obtoženemu Šečnovskemu, niso se počutili udobno, da bi ta poseg opravili v Ašek, saj tam niso bili redno izvajani in menili so, da obtoženi Šečnovski ni dovolj usposobljen za tak poseg. Glavni zdravnik, dr. Bakani, je te pritožbe domnevno slišal pred operacijo, vendar po navedbah tožbe ni storil ničesar, da bi to ustavil. Šeknovski se je očitno prišel z več kot enourno zamudo, kar je tudi zaskrbljujoče, če to drži. Pacienta so nato pripeljali v operacijsko sobo ob 17:20 in postopek se je začel kot domnevno minimalno invaziven. Toda Šehnovski je prešel na odprto operacijo in naj bi se prav tukaj stvari začele zapletati. Zdaj pa so po navedbah zaprisežene izjave za odreditev prijetja, odredbe Ministrstva za zdravje, priče v operacijski sobi dale zelo različne izjave o tem, kar je Šehnovski na koncu zapisal v svojem operacijskem poročilu. Tako v poročilu kirurga piše, da je prepoznal vranico, jo prepariral, nato pa je prišlo do rupture anevrizme vranicne arterije, kar je povzročilo močno krvavitev. Nato trdi, da je odstranil vranico, vendar je to storil v zadnjem poskusu, da bi rešil življenje Billa Bryana. Toda priče pravijo, da se je zgodilo nekaj povsem drugega. Pravijo, da je ob odprtju trebuha izskočilo napišnjeno debelo črevo, torej je bilo vidno prizadeto. In pravijo, da je Šeknovski prijel žilo in rekel, citiram, to je strašljivo. Nato pa sprožil spenjalno napravo. Takoj zatem je bolnik začel močno krvaveti in doživel srčni zastoj. Nato je po odredbi Ministrstva za zdravje Šeknovski spenjalno napravo, citiram, naslepo sprožil trebuh. In ko je organ izvlekel ven, in to je res nenavadno, organ ni bila vranica. Eden od članov osebja naj bi se počutil slabo, ker je bilo na mizi očitno jetra. Poslušajte, nisem zdravnik, ampak iz poročanja o tej zgodbi smo izvedeli, da jetra in vranica izgledajo zelo različno, ker je organ, ki je bil na mizi, tehtal več kot 2100 gramov. In ko govorimo o vranici, je normalna med 70 in 200 grami. William Bill Bryan je bil tisto noč razglašen za mrtvega tik pred 7. uro. Torej, poglejmo, kaj se je zgodilo potem. In tukaj se ta zgodba iz medicinske nočne more spremeni v nekaj povsem drugega. Po navedbah civilne tožbe je bolnišnica po smrti gospoda Bryana domnevno prešla na omejevanje škode. Torej,
Ponovno imamo izjavo. Pogovorili se bomo o tem, kaj bo bolnišnica o tem povedala čez trenutek, ampak to je tisto, kar trdi tožba. Da so se generalni direktor bolnišnice Ascension Sacred Heart Emerald Coast, strokovni direktor dr. Bakani in prejšnji predsednik zdravniškega osebja, ki je bil hkrati tudi poslovni partner Šaknovskega, vsi skupaj zbrali z osebjem operacijske sobe. Domnevno so se sestali, domnevno so se pogovarjali in potem so po navedbah tožbe, torej to je pacientova stran zgodbe, skupaj sestavili zgodbo. Uradni vzrok smrti, so rekli, je bil anevrizma vranicne arterije. Nekaj, kar naj bi počilo med operacijo, ampak po navedbah tožbe je bil tukaj en problem. To ni bilo res. Po odredbi Ministrstva za zdravje Šečnovski osebju naročil, naj odstranjen organ označijo kot vranico. Oseba, ki je organ označila, je vedela, da to ni bila vranica, pravijo, a naj bi vseeno naredila, kar je bilo naročeno. Šečnovski je nato odšel v bolniško kapelo. In to je bolno, če je res. Domnevno se je tam srečal z Beverly Bryan. In po tožbi je naravnost v obraz povedal, da je njen mož umrl zaradi anevrizme vranice. In na to naj bi bila v sobi še medicinska sestra in nihče ni omenil jeter. Potem je isto noč nadzornica hiše, obtoženka Kathleen Montag, zagovarjala v tožbi. In po navedbah tožbe naj bi Kathleen Montag vdovo Beverly Bryan preganjala na parkirišče. Želela je, da gospa Bryan podpiše obrazec, s katerim zavrača obdukcijo. Samo pomislite na to. Ure potem, ko je mož umrl na šokanten način, ko sta bila ravno na počitnicah na severozahodu Floride, naj bi ta medicinska sestra sledila gospe Bryan do njenega avtomobila s papirji in domnevno jih je gospa Bryan podpisala. Tožba trdi, da so bili obrazci izpolnjeni za mrliškega oglednika namerno ponarejeni. Pravijo, da je bil vzrok smrti napačno predstavljen. Kdo je torej končno povedal resnico? Po poročanju naj bi bil to patolog. Ko je organ prispel v laboratorij, so opravili teste. Domnevno ni bilo tkiva vranice, le jetra. In potem se je vključil mrliški oglednik. 17. septembra 2024 je mrliški oglednik prvega okrožja Floride potrdil mrliški list. Citiram: način smrti, smrt zaradi dejanja druge osebe in vzroki smrti. Izkrvavitev in ponovno, nisem zdravnik, zato morda ne izgovarjam pravilno, ampak kirurška odstranitev jeter. In tista nedotaknjena vranica še vedno je bila v telesu Williama Bryana. Torej, naj bi domnevno ne bilo anevrizme, ne raztrganine. In zdaj, tukaj je del, ki te resnično spravi v razmišljanje. Kako je ta zdravnik sploh lahko opravljal zdravniški poklic? Ker to ni bil prvi primer, ko je Šečnovski operiral napačen organ. Po podatkih nujne odredbe floridskega oddelka za zdravje o suspenzu iz maja 2023, več kot leto, preden je gospod Bryan umrl, je Šečnovski opravil drugo operacijo. To naj bi bila tako imenovana adrenalektomija, kar pomeni odstranitev nadledvične žleze, ki je očitno blizu vaše ledvice. Namesto tega pa naj bi domnevno odstranil del pacientove trebušne slinavke. In ko so ga s tem soočili, naj bi Šaknovski izjavil, da se je nadledvična žleza, citiram, preselila na drug del telesa. Ta pacient je sicer preživel, vendar naj bi utrpel dolgoročne, trajne poškodbe. Tukaj imamo torej kirurga, 2 operaciji napačnega organa, en pacient trajno poškodovan, en pacient mrtev. In po navedbah tožbe je Ascension Sacred Heart vedel za vsaj nekaj od tega. Tožba navaja, da je bolnišnica med majem 2023 in avgustom 2024 državi prijavila 3 kirurške napake povezane s tem kirurgom. Vse 3 so bile povezane s Šaknovskim, a je obdržal svoje privilegije. Zdi se, da je še naprej operiral. Tožba neposredno povezuje še en primer. Leta prej je bil v drugi bolnišnici, Ascension v Jacksonvilleu, St. Vincent's, kirurg z imenom dr. R. David Hicken. In domnevno so mu dovolili, da je še naprej operiral, kljub temu, kar je sodnik kasneje označil za zaskrbljujoč in vznemirjajoč vzorec odstopanj od standarda oskrbe. Kolenske proteze, vstavljene narobe, vijaki vstavljeni v pacientov ishiadični živec in pacient, ki je umrl na operacijski mizi. Stotine tožb. In sodnik je na koncu ugotovil, da je bila to, da ga bolnišnica ni ustavila, tako malomarna, da je upravičevala kaznovalne odškodnine. Ampak to je bil isti bolnišnični sistem, Ascension, iste težave, domnevno po istem vzorcu. Tokrat pa je bil to drug kirurg, kar nas pripelje nazaj na 13. april 2026. In takrat je velika porota okrožja Walton obtožila dr. Thomasa Šeknovskega za nenaklepni uboj 2. stopnje. In takrat ga je policija začela iskati. Tako da je zdaj kazenski primer ena stvar, kot smo omenili, pa imate tudi Beverly Bryan, tudi ona se bori v tej civilni zadevi. Tožila je Šeknovskega, njegovo ordinacijo, bolnišnico in več medicinskih sester.
In njen odvetnik, Joe Zarzar, ima zelo ostre komentarje glede tega, kar pravi, da se je zgodilo po tisti operaciji. Preden začnemo z intervjujem z njim, bi rad prebral izjavo, ki jo je objavila bolnišnica Sacred Heart Emerald Coast. Citiram: Zdravnik Šehnovski nikoli ni bil zaposlen v bolnišnici Sacred Heart Emerald Coast in od avgusta 2024 ne dela več v nobeni naši ustanovi. Še naprej ostajamo osredotočeni na ohranjanje standardov, ki jih naši pacienti in skupnost pričakujejo od nas. Kar zadeva zdravnika Šehnovskega, ni jasno, ali si je že zagotovil odvetnika. Z nami je zdaj odvetnik Beverly Bryan, Joe Zarzar. Hvala vam, gospod, da ste si vzeli čas in ste z nami tukaj na Law and Crime. Vem, da ste del te zgodbe že približno 2 leti. Kaj ste videli, ko ste si ogledali posnetek s telesne kamere? Kako je bilo za vas videti, da so kirurga prijeli? Družina je bila olajšana. Bil sem olajšan na nek način zaradi družine, ker seveda vodim civilno tožbo. Ampak od začetka, pred 1,5 leta, smo čutili, da gre za kazensko zadevo, v katero se mora vključiti kazenski sistem. Zato sem bil vesel, da se je to zgodilo. Kako dejstvo, da obstaja kazenski vidik, vpliva na to, kar zasledujete na civilni strani? To sta 2 ločeni poti. To sploh ne vpliva. Pravzaprav se primeri ne prekrivajo. V našem sistemu obstajata 2 ločena postopka, civilni in kazenski. In civilni in kazenski postopek se ne prekrivata. Torej bo tisti primer potekal ne glede na to, kaj se zgodi v tem primeru. Ta primer bo šel naprej ne glede na to, kaj se zgodi v tistem primeru. In če pogledamo civilno tožbo, nekatere zgodbe, ki so prišle v javnost, in če se vrnemo k tisti grozni noči, ko je gospod Bryan izgubil življenje, nam lahko razložite, kaj veste o tem delu, ko gre za zdravnika? Ko greste do Beverly v kapeli in ji razložite, kaj se je zgodilo, in potem, kako pridemo do točke, kjer je bil odkrit dejanski vzrok smrti. Ker ne zdi se, da bi bila to neposredna pot, kot bi morda kdo pričakoval, kjer lahko ugotoviš, kako je tvoj ljubljeni umrl. Nič ni bilo neposrednega pri tem. Zdravnik je odstranil gospodu Bryanu jetra, vendar je moral pri tem prerezati spodnjo votlo veno, ker je to glavna žila, ki je pritrjena na jetra. In ko nekomu odstranite jetra, je potrebno prerezati spodnjo votlo veno. In ko prerežete to žilo, zelo hitro izkrvarite. Brez takojšnjega obvladovanja krvavitve vam skoraj nihče ne more pomagati. Tako umrete. Jetra so bila odstranjena iz gospoda Bryana potem, ko je prerezal spodnjo votlo veno, in organ so položili na mizo v operacijski sobi. In zdravnik je vztrajal, čeprav so vse medicinske sestre in tehniki v sobi trdili, da so to jetra, je zdravnik vztrajal, da to niso jetra, da je to vranica. Torej, začel je narekovati svoje operacijsko poročilo. In v svojem operacijskem poročilu jeter sploh ne omenja, omeni samo vranico. In šel je v patološki laboratorij, preden je dokončal svoje operacijsko poročilo, samo da bi si ogledal in izmeril, kot je rekel, vranico. Šel je in preučeval jetra več minut, do 10 minut, morda je tudi meril. Potem se je vrnil in dokončal svoje operacijsko poročilo. In ponovno je vztrajal pri tem, da to niso bila jetra, čeprav je imel organ mesto, kjer je bil žolčnik pritrjen in odstranjen v prejšnji operaciji. Kar je značilen znak, če potem ne prepoznaš jeter. Je 3 ali 4 večja od vranice, drugačne barve, na drugi strani telesa drugačne oblike. Drugačna tekstura. Če kot splošni kirurg ne prepoznate vseh teh stvari, bi zagotovo prepoznali dejstvo, da ima mesto pritrditve žolčnika, ki je bil odstranjen. Torej. Po preučevanju vzorca v laboratoriju se vrne in zaključi svoje operativno poročilo z navedbo, da gre za vranico. Neto gre v kapelo in družini pove, da je umrl, da je gospod Bryan umrl med odstranitvijo vranice, ko je počila vranična arterija. In kot zadnjo možnost je poskušal odstraniti svojo vranico, ki je bila obolela,
in 4 do 5-krat večja od običajne vranice, poleg tega pa je bila popolnoma deformirana. In v bistvu je družini povedal, da je žal umrl zaradi zapleta pri odstranitvi vranice. In če bi bil postopek pravilno izveden in nisem zdravnik, vem pa, da ste že delali na podobnih primerih. Ali so šli v to operacijo z mislijo na, da bi gospod Brian lahko celo umrl? Je bila to tvegana operacija? Veste, To je bil elektivni poseg. Torej, ni bilo nič kritičnega pri gospodu Brianu. Doktor Šagnovski je dal vtis, kot da je bilo kaj narobe, vendar medicinski zapisi kažejo drugačno, bolj stabilno situacijo. Splenektomije se večinoma zgodijo zaradi poškodb, prometnih nesreč. Ljudem odstranijo vranico, ker si pretrgajo vranico ali jo poškodujejo pri poškodbi, saj se nahaja tam, kjer včasih pride v stik z varnostnim pasom. In zato splenektomijo pogosto izvajajo travmatološki centri, bodisi zaradi prometnih nesreč, strelnih ran, kaj ne? Zato se z njimi redko ukvarjajo pri elektivnih posegih. Ampak to je bil primer, kjer menimo, da je bil ta zdravnik preprosto pijan in je poskušal ustvarjati potrebo po dodatnih operacijah. In po našem mnenju je imel finančni motiv. In zato je dal vtis, kot da gospod Brian ne more zapustiti bolnišnice, ne da bi mu opravili ta poseg. vem, da ste delali. In veste, obstaja veliko primerov zdravniške malomarnosti, ki se ne končajo s kazenskimi obtožbami. Prepričan sem, da ste v svoji karieri obravnavali veliko primerov zdravniške malomarnosti. Kaj pa vam je ostalo v spominu? In kot razumem, ste imeli z njim dolgo zaslišanje novembra. Mislim, kaj vam je posebej ostalo v spominu glede doktorja Šabnovskega in načina, kako naj bi ravnal v tej zadevi? Pred operacijo, po operaciji in tako naprej. V primerjavi z mnogimi drugimi zdravniki, ki so se morda znašli v situacijah, kjer je bila na operacijski mizi storjena napaka, kaj je pri njem drugače? Aroganca na povsem drugi ravni. Zdaj in nisem kritičen, ampak veliko ljudi je arogantnih, če so dobri v tem, kar počnejo, prav? Ampak če narediš tako hudo napako in si še vedno aroganten, je to na tej točki drugačna vrsta arogance. To je psihopatska raven, veš, ni nič normalnega glede vrste arogance, ki bi jo imel tak tip na tej točki. Še vedno misli, da je bil junak. Ta zdravnik še vedno verjame, da je bil junak pri tej operaciji in da je naredil vse, kar je lahko. In samo poskušal je rešiti življenje gospodu Brianu, čeprav je prav on povzročil vse ključne zaplete pri gospodu Brianu. Še vedno verjame v to. Če kaj izstopa, je to, da verjetno in upam, da nikoli več ne bom obravnaval tako grozljivega primera. In drugič, raven arogance, ki jo ima ta človek, je po mojem mnenju psihološko zelo pomembna. In iz citatov, ki sem jih videl iz tiste novembrske izpovedbe, je rekel nekaj v smislu, da ni mogel razlikovati, ker je bil tako vznemirjen. In zdi se mi, ko pomislim na kirurga, veste, nisem imel veliko večjih operacij, ampak v mislih si predstavljaš osebo, ki je mirna pod pritiskom. Veste, kot pilot lovca, natančna. In vendar se zdi, da je bil on v tej izjavi zelo čustven. Kako je to vplivalo na zgodbo, ki jo pripoveduje? No, zanimivo je. V času njegove izjave nismo vedeli za obisk na patologiji, ker so nam to skrivali. Če bi vedel, da je povsem, ko se je vse umirilo, ko je bil ves pritisk mimo, ko je bil gospod Brian mrtev že skoraj 1 uro, sam odšel v patološki laboratorij, sedel z organom in ga 10 minut preučeval. V redu. Ko sem novembra opravil zaslišanje, tega takrat nismo vedeli. In če bi to vedel, bi seveda on ne bi lagal bi na drug način. To je laž. In tako bi si takrat izmislil kaj drugega, kaj ne? Sem prepričan. Ampak v vsakem primeru, da odgovorim na vaše vprašanje, kako sem se spopadal s tem, da je rekel, da je bil zmeden in da je bil v operacijski sobi tak pritisk, da ni prepoznal organa. No, v resnici je to laž, bi trdil jaz. In še bolj mislim, da je to laž, ker ni omenil dejstva, da je šel v patološki laboratorij potem, ko se je vse umirilo in nato preučeval organ do 10 minut.
Tako da je to samo laž na laž na laž. To je pač to, kar takšni ljudje počnejo. Ja, in kaj se zgodi zdaj? In vem, spet, glede civilnega postopka, glede na to, kako dolgo to že traja, kakšen je naslednji korak in kje si trenutno? Sodišče bomo prosili za kaznovalno odškodnino. Vključili bomo tudi njegovo skupino, ker menimo, da sta njegova sodelavca, dr. Ruby in dr. Haney, vedela več o tem, kako nesposoben je bil ta človek in sta mu dovolila operirati ljudi. Kljub temu, da menimo, da sta imela oba dolžnost zaščititi državljane in paciente pred tem človekom. Tako bomo raziskali Genesis Care in njihovo odgovornost za to. Njegovi partnerji, menimo, so do neke mere delili odgovornost. Ko rečem partnerji, mislim na njegove sodelavce, 2 kirurga, ki sta delala z njim. Zanimivo je, da so enega od njegovih partnerjev, starejšega, vprašali potem, ko so prišle na dan informacije o odstranitvi jeter pri gospodu Bryanu. Rekli so, da je Agencija za upravljanje zdravstva, ki je vladna agencija na Floridi, ki nadzira bolnišnice. Sestali so se z enim od partnerjev, enim od sodelavcev in so ga vprašali, kakšen je vaš odziv na to, da je eden od vaših kolegov odstranil jetra namesto vranice in ubil gospoda? Seveda bi bil normalen odziv. Presenečeni smo, žal nam je za družino. Ne morem prenesti, da se je to zgodilo. Žal mi je, da se je to sploh zgodilo v katerikoli organizaciji, s katero sem povezan. Zagotovo ne bi smel več opravljati zdravniški poklic, ne z mano, ne s kom drugim. Ne, to ni bil njegov odziv. Njegov odziv je bil: vi vsi, vi mediji, vi Agencija za upravljanje zdravstvenega varstva in ta odvetnik, ki ga morda imenujem terorist in uporabil je moje ime, nas preganjate. In vse, kar to povzroča, je, da odganja dobre zdravnike, kot je dr. Šagnovski. In zaradi tega imam jaz in moj drugi kolega tukaj več dela, ker dr. Šagnovski, dober in razumevajoč gospod kot je, ne more več opravljati zdravniškega poklica. Torej, iz razlogov, ki še niso znani, ko bom vzel njegovo izjavo, dr. Ruby verjame, da je rezultat tega le več dela zanj, ker ta mesar med kirurgi ne more več prevzemati dežurstev namesto njega, kar se mi zdi neverjetno. In tudi, spet, niso zdravnik, ampak jetra in vranica se zdita precej daleč narazen. In od zunaj se zdi tako, mislim, kako pogosto se zgodi, da bi nekdo zamenjal tak organ. Splošni kirurgi, s katerimi govorim, razen dr. Haneja, njegovega partnerja in dr. Rubija, vsi verjamejo v to. Edini način, da lahko splošni kirurg s certifikatom iz te specialnosti naredi tako napako, je, če je duševno moten ali ima kakšno organsko-možgansko motnjo, zgodnjo demenco ali je pod vplivom drog. To mi pove večina splošnih kirurgov. In ste ugotovili, ali pa kaj ste izvedeli o njegovi preteklosti? Kako mu je sploh uspelo pridobiti certifikat, da je lahko bil v položaju, kjer je domnevno lahko izvajal posege na družinah in da je potem šlo vse tako narobe, kot je šlo? Mislim, kako lahko nekdo, mislim, da je to največje vprašanje za veliko ljudi, ki to gledajo, kako je ta človek sploh prišel do položaja, kjer je lahko postal takšen kirurg? Ne vem, je osteopatski zdravnik. Ne pravim ničesar glede tega, ampak potem je opravil dodatno subspecialistično usposabljanje, vsaj glede na dokumentacijo, ki nam jo je predložil in kar imamo mi. In je certificirani specialist splošne kirurgije, osteopat. Zdravnik. In do te točke nismo uspeli odkriti veliko drugega, razen posega na nadledvični žlezi, ki se je zgodil leta 2023. Kjer je odstranil trebušno slinavko osebe namesto njene nadledvične žleze. Nekaj časa je delal v Alabami. Trdi, da je bila to odlična zaposlitev. Mi slišimo drugače. Potem se je preselil v to bolnišnico v Destinu. In tako imamo približno 4 leta težav. Nobena od njih ni bila tako huda kot primer gospoda Bryana, seveda. Pred gospodom Bryanom je bila tista operacija na napačnem mestu, kjer je odstranil del trebušne slinavke namesto nadledvične žleze. In to sta zelo različna organa. Ja. In nazadnje, kako se ta družina drži? Vem, da je to verjetno težko opisati z besedami. Izgubiš ljubljeno osebo na tak način, potem pa je tu še vsa ta nacionalna pozornost. In potem izveš vse te drobne informacije, ki se zatrjujejo v tožbi.
Kako se Beverly in preostala družina spopada z vsem, kar jih obdaja? Gospa Bryan je olajšana. Nazadnje sem govoril z njo v petek in bila je olajšana, da se kazenski postopek končno bliža vrhuncu, kaj ne? In bi bila je zelo zaskrbljena, da bi mu lahko uspelo izogniti posledicam tega, ker civilni sistem v resnici ni zasnovan tako, da bi te ljudi spravil iz posla. Resnično, nerad to rečem. Nerad priznam, da imamo omejitve, ampak zavarovalnice priskočijo na pomoč tem zdravnikom, kaj ne? In civilne tožbe lahko otežijo pridobivanje zavarovanja, kaj ne? To lahko zavarovalnice res veliko stane. Ampak kar se tiče tega, da bi jih spravili iz posla, to ni dobro, pri tem ni uspešno. Kazenski sistem je pri tem boljši. Tako da je na nek način olajšana, ker upa, da ta človek zdaj ne bo mogel več opravljati zdravniškega poklica, vsaj v kakšni pomembnejši državi, upajmo zavedno. Tako da to je tisto, kar trenutno čuti bolj kot karkoli drugega. V redu, Joe Zarzar, odvetnik. Hvala, gospod, da ste si vzeli čas in bili z nami na Law and Crime. Cenimo to. Ja, hvala. To bo vse za oddajo On the Case, ki ga predstavlja Law and Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Zdaj nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Sem Chris Stewart, se vidimo naslednjič.